Servus, zdravo, glodate Rdečo peso. Po poletnem oddihu se vračamo s temo, ki na nas preži iz naslovnic vseh mogočih medijev. V današnji pesi bomo spregovorili o svobodi govora. V splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki jo je sprejela Organizacija združenih narodov po drugi svetovni vojni, v njenem 19. členu je zapisano, da ima vsakdo pravico do svobode mnenja in izražanja. Ta pravica vključuje svobodo imeti mnenje brez vmešavanja ter svobodo iskati, sprejemati in širiti informacije in ideje na kakršenkoli način in ne glede na meje. Vsem, ki ne spadamo v ozko skupino ljudi iz kulturnega, medijskega, gospodarskega, političnega establishmenta, je ta pravica odvzeta. Oziroma nam je skrbno dozirana po majhnih kapljicah. Spomnimo se samo, kako je ljubljenka slovenskega liberalnega komentarjata, nekdanja TV voditeljica in odvetnica Melanie Trump, najbogatejših slovenskih zakoncev Iza in sama Logina, se veste tistih dveh z Talking Tomom in z neskončnimi zgodbami o manifestacijah, duhovnosti, ter diskontne trgovske verige Lidl, Nataša Pirc Musar, odreagirala na javno izražen poziv sindikata Lidl, da se na referendumu o vodah glasuje proti. Takrat je na Twitterju zapisala: vsekakor to ni pravica delavcev. Lahko pa debatirajo o drugih temah. Svoboda govora je zanjo in njej podobne izključna domena meščanskega časopisja in tako imenovanih javnih intelektualk in intelektualcev, katerih mnenja so zmerom varno v okvirih statusa quo liberalne, kapitalistične, parlamentarne demokracije. Svoboda govora v današnji družbi je razredno pogojena. Kaj pa to sploh pomeni? To, da je dostop do javnih megafonov, kot so različni mediji ali pa družbena omrežja, zamejen za stran dela oziroma za delavke in delavce. Le ti v njih dobijo svoj prostor, samo če gre za neke res ekscesne, kriminalne primere, z nekimi agencijami za posredovanje dela, recimo, ki prehajajo to običajno stopnjo izkoriščanja v kapitalističnih družbah. Ko pa smo že pri družbenih omrežjih in glede na to, da lahko Rdečo peso spremljate preko njih, velja nekaj besed nameniti tudi njihovi vlogi pri vprašanju svobode govora. Socialna omrežja so ključni del informacijske tehnologije 21. stoletja. Poteze Facebooka, Twitterja, Instagrama, TikToka, YouTubea in ostalih zasebnih korporacij seveda vplivajo na svobodo govora. Zasebna podjetja v skladu z internimi pravili, ki jih niso dolžna pojasnjevati ne uporabnikom, kaj šele širši javnosti, določajo, kaj je sprejemljivo v javnem govoru in kaj ne. Če so pred leti ali pa pred desetletji še obstajali zanesenjaki, ki so trdili, da bo internet prost takšnih vplivov, se lahko danes njihovim trditvam samo še smejemo. Če nam je všeč ali pa ne, da so recimo Donalda Trumpa blokirali na mnogih od navedenih omrežjih, to ničemer ne spremeni dejstva, da so to odločitev sprejeli tehnološki oligarhi, katerih cilj je vedno profit in ne skupno obče družbeno dobro. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da ima tako imenovana cancel culture na internetu mnogo bolj škodljive učinke za napredna, antikapitalistična, socialistična, delavska gibanja. Raziskave namreč kažejo, da so ravno računi takšnih organizacij in posameznikov največkrat blokirani oziroma jih doleti kakšna druga omejitev njihovega delovanja. Prostor boja za resnično svobodo govora moramo razširiti tudi v to sfero, kjer trenutno vlada avtoritarnost kapitala ob navdušenem ploskanju malomeščanskih množic. Zato je pomembno, da te platforme spremenimo iz peskovnikov za lastnike v podjetja v družbeni lasti, ki bodo delovala v skladu z družbenimi interesi. Vrnimo se zdaj v zaključku še v Slovenijo. Včeraj je Državni zbor, res da s tesno večino, zavrnil novelo zakona o varstvu javnega reda in miru,
katerem so bile predlagane tiste znane globe od 500 do 1000 evrov za nedostojno vedenje. To je gotovo dobra novica. Prostor svobode govora se ni še dodatno zožil. Toda vse poprejšnje omejitve, ki svobodi govora postavlja na pot sedanji družbeno-ekonomski sistem, o katerih smo že govorili, ostajajo. Njih ne bodo odstranjene parlamentarne razprave in pozivi k spoštovanju ustavnega reda, reda kapitalističnega gospodstva slovenske države. Temveč politična akcija najbolj naprednih delov razreda, ki mu je trenutno ta in prenekatere ostale svobode prikrajšane. To je to za danes. Naročite se na naš kanal, povejte o nas našim znancem, kolegom, sodelavcem. Do naslednjič pa predvsem čim več pijte, jejte, glodajte, pa tudi glejte Rdečo peso.